No, pozdravljeni. Se je kdo kdaj vprašal, zakaj je želja, da bi nekomu na poroki pel Damjan Murko, v resnici kletvica? V tej analizi bomo pogledali v presenetljiv svet slovenske profanosti in ugotovili, da je vse skupaj precej bolj zapleteno, kot se zdi na prvi pogled. Večina verjetno misli, da je grda beseda pač grda beseda. Ampak kaj če povem, da slovenski jezik dela zelo jasno razliko med tem, ali nekoga užalimo naravnost v obraz in tem, ali mu zaželimo nekaj slabega v prihodnosti. Ta razlika je res ključna in takoj bomo videli, zakaj. Poglejmo si tale primer. Da bi ti Murko na poroki pel, saj se sliši čisto absurdno, ne? Ampak tole je popoln primer sodobne slovenske klevce. Poudarek je na tem, da to ni žaljivka, ampak klevca. In v tej majhni razliki se skriva v bistvu celotna poanta današnje razlage. V redu, pa se poglobimo v to ključno razliko. V slovenščini imamo torej dva čisto ločena koncepta. Psovke, ki so te neposredne žalitve, in pa kletvice, ki so, nekaj precej bolj kompleksnega. To je temelj, na katerem bomo gradili vse naprej. Poglejmo tole malo podrobneje. Na eni strani imamo torej psovke. Njihov cilj je čisto jasen, oseba, s katero se pogovarjamo. Namen: ponižati to osebo in to takoj, zdaj. To so besede kot bedak ali svinja. Na drugi strani pa so kletvice. In tukaj cilj ni več nujno sogovorec, ampak kličemo neke višje sile. Ali pa preklinjamo kar tako, na splošno. Namen ni žalitev, ampak želja, da bi se nekaj slabega zgodilo v prihodnosti. Gre za ogromno razliko med tem, da nekomu rečemo, da je nekaj slabega, in tem, da mu zaželimo, da se mu nekaj slabega šele zgodi. Torej, psovka je, če poenostavimo, kot ena verbalna klofuta. Učinek je takojšen, cilj pa je povsem jasen. Povzročiti sramoto in užaljenost točno v tistem trenutku. Vzorec pri psovkah je kar očiten, ne? Zelo pogosto si sposodimo imena iz živalskega sveta, recimo svinja ali govedo, ali pa uporabimo oznake za neke negativne lastnosti. Ampak vse te besede imajo eno skupno lastnost. Narejene so zato, da jih nekomu vržemo naravnost v obraz. No, zdaj pa gremo k kletvicam, ki so korak dlje. Tu ne gre več za neko preprosto žalitev. Kletvica je aktivno priklicovanje nesreče. Je kot nek verbalni urok, s katerim skušamo nekomu priklicati slabo usodo, pogosto tako, da se sklicujemo na neke višje sile. In tile primeri to odlično pokažejo. Naj te strela udari. To ni oznaka, to je dobesedno želja po nesreči. Še bolj zanimive so pa fraze kot recimo 300 kosmatih medvedov, ki sploh niso usmerjene v nikogar, so samo čisti vzklik frustracije. In ja, tudi to spada med kletvice. In ta razlika med psovkami in kletvicami nas pripelje do nečesa res zanimivega. Jezik se nenehno spreminja. In veste, prav nič ne odraža družbenih sprememb, naših vrednot in pa seveda naših strahov, bolje kot način, kako preklinjamo. Včasih je bilo vse skupaj precej preprosto. Moč kletvic je izvirala iz največjih strahov takratne družbe. Ko je nekdo nekomu zaželel, da ga vzame hudič ali udari strela, je klical na sile, ki so imele resnično otipljivo moč v glavah ljudi. To ni bila zgolj fraza, ampak je zvenelo kot resna grožnja. Danes pa, roko na srce, hudič nima več enake teže. Naši strahovi in frustracije so se preselili drugam. Recimo v birokracijo, slabo politiko, neskončne sestanke. In prav zato sodobne kletvice svojo moč črpajo iz teh novih, vsakdanjih nočnih mor. In to nas pripelje do še enega briljantnega sodobnega primera. Ta kletvica se nanaša na eno izmed aktualnih političnih osebnosti in v tem kontekstu postane zelo ostra in zelo relevantna želja za slabo usodo. To res odlično pokaže, kako se jezik prilagaja svojemu času. Zdaj pa je čas, da razbijemo enega največjih mitov o slovenskem jeziku. Mit o tem, od kod naj bi dobili naše, recimo temu, najhujše besede. Pripravite se na presenečenje, ker zgodovinska dejstva pripovedujejo čisto drugačno zgodbo. Ja, splošno prepričanje je, da smo vse te sočne izraze nekako uvozili iz jezikov nekdanje Jugoslavije. Ampak ali je to res? Poglejmo, kaj nam razkrivajo stari slovenski slovari. Dokazi so, milo rečeno, neizpodbitni
in segajo daleč v preteklost. Že leta 1789, predstavljajte si, to je še preden so Združene države sploh dobile prvega predsednika, je Gutzmannov slovar zabeležil besedo jebati. Leta 1832 jo najdemo tudi v Murkovem slovarju. In do konca 19. stoletja Pleteršnikov slovar že čisto jasno navaja besedi kurec in pizda. To torej niso nobene izposojenke, to so besede z zelo, zelo globokimi koreninami v slovenskem jeziku. Ko enkrat razumemo vso to bogato zgodovino in to kompleksno strukturo, postane jasno, da slovenske psovke in kletvice niso zgolj neke grde besede, so veliko, veliko več, so živ in dinamičen del našega jezika. In morda je to bistvo vsega. Kletvice in psovke so živa, razvijajoča se snov, ki nam ogromno pove o družbi, v kateri živimo in v kateri te besede nastajajo. So ogledalo časa in ljudi. In za konec, kot nas opominja tudi avtor izvornega članka, ne glede na vse znanstvene analize, so te besede del našega vsakdanja in našega iskrenega izražanja. Zato bodite iskreni, porka Madonna. Hvala za pozornost.